konferenco pa danes začenjamo z odločitvami, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na včerajšnji dopisni seji. In sicer je bil včeraj na dopisni seji sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Omenjeni odlok začne veljati 5. maja in bo veljal do vključno 16. maja. V skladu s tem odlokom se od jutri naprej na letališčih ob vstopu v Slovenijo priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije. Nekaj manjših sprememb je tudi glede seznama rdečih držav, vse podrobnosti so seveda natančneje pojasnjene v sporočilu za javnost. Nadaljujemo pa s pregledom aktualnih podatkov. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 4024 PCR testiranj in kar 44.775 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 894 novih okužb. Poglejmo si te podatke predstavljene v prvi izmed današnjih tabel. Če še enkrat ponovim, je včeraj število pozitivnih testov znašalo 894, kar pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov znašal včeraj 22,2%, kar je precej več kot dan pred tem. Kot vidite iz tabele, smo včeraj poročali, da je delež pozitivnih testov znašal 15,1%, je pa delež včerajšnjih pozitivnih PCR testov primerljiv z deležem izpred enega tedna. Več podrobnosti glede epidemioloških razmer bo podano v nadaljevanju novinarske konference strani gospe Čakš-Jager, sama pa naj predtem podam še podatek o 7-dnevnem povprečju okužb in o zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, ker gre za oba kriterija sproščanja ukrepov v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov. Po danes objavljenih podatkih 7-dnevno povprečje okužb znaša 675, kar je žal več, kot je to povprečje znašalo včeraj. Znašalo je včeraj namreč 661. To pomeni, da smo se od doseganja enega izmed pogojev za prehod v naslednjo, to je v rumeno fazo, žal vnovič oddaljili. Kriterij povprečnega števila okužb je za prehod v naslednjo fazo namreč postavljen pri 600. Tudi kar se tiče drugega pogoja za prehod v rumeno fazo na ravni države, se pravi, govorimo o kriteriju zasedenosti bolnišničnih postelj, podatki žal še niso najbolj spodbudni. Skupaj je namreč trenutno zasedenih 584 COVID postelj, za prehod v naslednjo fazo, se pravi v rumeno, pa mora število skupaj zasedenih postelj pasti pod 500. Vseeno pa se danes v naših bolnišnicah zdravi nekoliko manj COVID pacientov, kot smo poročali včeraj. Kot že rečeno, je takšnih danes 584 oziroma 24 manj kot včeraj. Na intenzivni terapiji se danes skupaj zdravi 143 pacientov, 4 manj, kot smo poročali včeraj. Tudi iz ljubljanskega UKC danes poročajo, da imajo nekoliko manj hospitaliziranih zaradi COVID-19 in sicer skupaj 173, od tega 47 na intenzivni terapiji. Ne glede na nekoliko boljše podatke glede zasedenosti COVID postelj, pa število sprejemov v naše bolnišnice zaradi COVID-19 še vedno ostaja visoko. Samo včeraj je bilo tako naše bolnišnice na novo sprejetih 54 pacientov. Iz bolnišnic pa je bilo skupaj včeraj odpuščenih 74 pacientov. Tudi včeraj smo žal vnovič zabeležili smrt in sicer so včeraj v bolnišnicah umrle 4 osebe. Poglejmo si razmere v bolnišnicah še v naslednjem grafu, ki prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Opazen je spust krivulj, vseh treh krivulj, se pravi krivulje, ki prikazuje zasedenost postelj na navadnih oddelkih, krivulje, ki prikazuje zasedenost postelj na oddelkih intenzivne terapije in pa krivulje, ki prikazuje skupno zasedeno število bolnišničnih postelj. Kot rečeno, se je ta v zadnjih 2 dneh nekoliko spustila, upamo, da se bo ta trend nadaljeval. Pokažemo še naslednjo tabelo, ki prikazuje numerične podatke zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, se danes na intenzivni negi zdravi 143 pacientov, na navadnih oddelkih pa je zasedenih 441 COVID postelj, kar je 20 manj kot dan pred tem. Skupaj se zaradi COVID-19 v naših bolnišnicah danes zdravi 584 pacientov, včeraj je bilo takšnih 608.
Novinarsko konferenco pa nadaljujemo z bolj podrobnim pregledom epidemioloških razmer. Kot že uvodoma napovedano, je danes z nami gospa Nuška Čakš-Jager iz NIJZ, ki jo sedaj lepo prosim za njeno predstavitev. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Tako kot ste že navajeni, predlagam, da najprej pogledamo, kaj se dogaja po svetu. Število potrjenih primerov po tednih vidimo, da je iz slike objavljene na Svetovni zdravstveni organizaciji in tudi na Evropskem centru za nalezljive bolezni zaznan porast, velik porast števila primerov, predvsem v jugovzhodni Aziji. Vidimo, da je pravzaprav v vseh ostalih delih sveta viden opad števila primerov, prav ta porast v jugovzhodni Aziji, katerega delež največ predstavlja predvsem Indija, pa predstavlja tudi dvig krivulje tako števila obolelih kot tudi števila umrlih, kot vidite z črno krivuljo na tem grafu. Torej, presegamo oziroma se bližamo 150 milijonom okuženih v svetu in preko 3 milijonov smrti. Če pogledamo, kaj se je pravzaprav v zadnjem tednu oziroma tednu med 19. in 25. četrtim dogajalo v svetu, je beležila največje število primerov Indija in, kot sem že omenila, z velikim porastom v primerjavi z predprejšnjim tednom. Sledile so Združene države Amerike, Brazilija, Turčija in Francija, torej po številu novih primerov, vendar z upadom v primerjavi z prejšnjimi obdobji. Obarvanost sveta sledi tem navedkom po številu primerov, ki sem jih omenila. Če pogledamo še, kako je za razširjenost različic po svetu, opozoriti moram, da Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da sledenje, ki je sicer poskuša biti čim bolj intenzivno, kar se tiče različic, in spodbuja predvsem vse države, da krepijo svoje sisteme spremljanja in sekvenciranja, pa je vendarle treba vedeti, da imajo države različne sisteme, da je ta primerljivost podatkov, ki jih vidimo tudi na teh slikah, seveda ni enakomerna, kar sloni in temelji torej tudi na sistemu in sposobnosti države, da stvar spremlja in zaznava. Vendarle vidimo v desnem zgornjem kotu sledenje in razširjenost angleške različice, v modrem južnoafriške različice v svetu, potem je sledenje brazilske v ponovno rumeni barvi in spodaj širjenje indijske različice iz Indije po svetu. Kakšna je pa situacija v državah Evropske unije? Trend se že 3 tedne zmanjšuje, kar je seveda dober podatek. Seveda število kljub vsemu raste, torej od 31. decembra 2019 do 3.5. smo zabeležili v tem prostoru evropskem preko 30 milijonov pozitivnih primerov in veliko preveč smrti. Torej, trendi so ali stabilni ali nakazujejo upad števila okužb, vendarle pa vidimo v nekaterih državah, predvsem na Hrvaškem, Cipru, Nemčiji, Latviji, Litvi in na Nizozemskem, vendarle prevelik porast in te države so navedene tudi v kvadratku, kjer se zraven pokaže upad 13% za Slovenijo in za celotno Evropo minus 3,8%. 14-dnevno število potrjenih primerov
Na 100 tisoč prebivalcev v Evropi je bilo koncu 16. tedna 396. Torej v Sloveniji 497, na isti dan, danes imamo rahlo drugačno številko, kot bomo videli kasneje. Delež testiranj je prav tako zanimiv, torej zelo velik razpon glede na državo, od 1040 do 47 tisoč in še več testov na 100 tisoč prebivalcev. V tem kontekstu je Slovenija dokaj visoko za Ciprom, Grčijo in Češko. Je pa pomenljivo oziroma zaskrbljujoče, da vse države še zmeraj poročajo o veliki zasedenosti bolnišnic, predvsem pa zasedenosti intenzivnih enot, torej ta moment je visok, večje število sprejemov v bolnišnice navajajo in predvsem tudi na intenzivno nego v kar nekaj evropskih državah. Če gremo dalje, bomo videli, da je pravzaprav sta obe sliki odraz tistega, kar sem zdaj navajala. Tako 14-dnevno število potrjenih primerov kaže na države, ki se soočajo z velikim številom, to je predvsem Švedska, Francija, pa Hrvaška, medtem ko kombinacija kazalnikov prav tako navaja velik porast v Franciji, na Švedskem, širi se proti Španiji in pa Hrvaška. In če pogledamo situacijo v Sloveniji, torej današnji podatki za včeraj, potrjenih števila primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh je 457, torej smo rahlo nad evropskim povprečjem, drugače pa je ta pita oziroma razrez potrjenih primerov glede na najverjetnejši vir okužbe ostaja enak, kot smo ga navajali že v prejšnjih podajanjih podatkov. Če gremo naprej na ta delež pozitivnih testov, ponovno smo skočili in ta krivulja nam nekako ne daje nekega vtisa padanja ali pretiranega rasti, ampak ves čas nekako stopicljamo na teh nihanjih med 14 in 25 odstotki. In če gledamo še dalje, kot najverjetnejša lokacija prenosa okužbe, še zmeraj ostaja družina in skupno gospodinjstvo kot tisti največji delež lokalnega prenosa, ki ga zaznavamo. Seveda z opombo, da so podatki tukaj lahko tudi rahlo drugačni, glede na navajanje oseb, ki jih anketiramo. Če pogledamo še po spolu, predtem bi morda omenila samo še regije, in sicer v zadnjem 7-dnevnem povprečju števila potrjenih primerov v Sloveniji po statističnih regijah. Osrednjeslovenska ima najvišji odstotek, Podravska, Savinjska, Gorenjska in jugovzhodna Slovenija, potem je Goriška, Pomurska in tako dalje. Torej, višje od Slovenije najdemo Gorenjsko, Posavsko, Savinjsko, jugovzhodno Slovenijo, Zasavsko in najvišje Primorsko-Notranjsko. In če se sedaj vrnem na starostne skupine, je to tista slika, ki pravzaprav nam kaže, da smo z cepljenjem v starostnih skupinah naredili, teh starejših starostnih skupinah naredili veliko. Kot že nekaj časa vidimo precejšen upad števila obolelih v teh starostnih skupinah 65+, nam pa narašča število obolelih v starostnih skupinah med 15-24 in v višjih, to se pravi od 35 do 44 let. Zato je pomembno, da se seveda cepljenje z vso polno mero nadaljuje in razširi na celotno prebivalstvo, kajti tudi tukaj bo potrebno narediti en premik dalje in zajeziti to širjenje. In če pogledamo tedensko število potrjenih primerov med vsemi prebivalci in oskrbovanci, vidimo, da je prav ponovno to, kar potrjuje tisto, kar sem prej rekla, torej kaj smo z cepljenjem v starostnih skupinah naredili, namreč izjemno malo število obolelih med prebivalci, oskrbovanci domov. Vidi se ta upad po tednih in v naslednji sliki prav tako, ko gledamo smrti, vidimo izjemen upad števila smrti med starostniki in oskrbovanci domov starejših občanov. In še to pravzaprav gremo v ta sklop naše definicije 28 dni
cepljeni, torej tisti, ki so v 28 dneh pred smrtjo preboleli, ne glede na cepljenje ali ne in ne glede na to, ali so še dodatni vzroki. Torej gre za en širok spekter definicije, kamor uvrščamo te smrti. In če isto pogledamo še po dnevih, prav tako vidimo, da v zadnjem času vedno več dni je tistih, kjer je potrjenih oziroma pri katerih je umrlih z potrjeno okužbo v 28 dneh pred smrtjo, vedno manj, med oskrbovanci pa sploh. Če se sedaj obrnemo proti šolam, otrokom in mladostnikom, vidimo, da pravzaprav kakšnih večjih sprememb pri samih otrocih in mladostnikih v teh nihanjih in okužbah ni. Je pa sprememba vidna v naslednjem slajdu, ki ga prosim ukažite, in sicer gre za pedagoški kader. Tukaj se pa prav tako že vidi upad kot posledica cepljenja. Torej, to je že drugi dokaz, da se nam cepljenje v nekaterih rizičnih populacijah in tistih skupinah, ki so dejansko najbolj izpostavljene, obrestuje v veliki meri in upajmo, da bo ta stvar tako tekla tudi dalje. V domovih starejših občanov, če se morda vrnem samo še toliko nazaj, je bilo pravzaprav v zadnjem tednu skoraj da nikakršnega primera. Tudi v tistih 3 domovih starejših občanov, kjer smo pred tedni zabeležili malo večji porast okuženih, pa ne toliko močno zbolelih, se v tem tednu novih primerov ni več poročalo, kar pomeni, da je ta manjši izbruh izzvenel. V zadnjem tednu je bilo samo 4 potrjene primere, smo zabeležili, in te 4 potrjene primeri so bili v različnih domovih starejših občanov. Tako da pravzaprav ostajamo spet pri tistih osnovnih izhodiščih, ki jih ves čas prosimo in ponavljamo. To je zaščitno obnašanje. Nekateri epidemiološki ukrepi pač ostajajo taki, kot so, ne glede na to, s kakšnim vrsto virusov se ukvarjamo, s kakšno varianto virusa se ukvarjamo. Dokler ne bomo imeli tako visoke precepljenosti, kot je bilo že omenjeno od mojih predhodnikov v prejšnjih novinarskih konferencah, da bomo lahko začeli opuščati to zaščitno obnašanje, toliko časa na to ne smemo pozabiti. Naj povem in poudarim tisto, kar pravzaprav me ves čas prosijo, da naj poudarim. Namreč zavedajte se, da že manjši prehlad ni samo majhen prehlad, lahko je COVID. In ljudje, ki samo malo posmrkajo, imajo rahlo obolelo grlo, bolečine v grlu, naj vendarle pomislijo in se naj testirajo. Torej, že z manjšimi simptomi se da marsikaj zamejiti. Drugo, kar je pomembno, je seveda cepljenje, in tretje, še vedno karantena in izolacija sta ukrepa, ki nadgradita to zaščitno obnašanje in preprečita morebitno širjenje. Zato je vredno in pomembno, da se jo zavedamo in hkrati seveda se zahvaljujemo vsem tistim, ki vse to ozavestite, jemljete kot del vsakdana z dobro voljo in na ta način preprečujete marsikakšno hospitalizacijo ali nekoga, ki bo izgubil svojo dobro kvaliteto življenja v bodoče zaradi obolenja. Torej vsem hvala in sem v vprašanja na voljo. Hvala lepa za vašo predstavitev. Kar nekaj novinarjev je danes z nami. Prvo vprašanje za vas bo zastavil Svet na kanalu A. Rebeka, pozdravljeni, izvolite. Lepo pozdravljeni, za vas bi imela 3 vprašanja. In sicer, kdaj razvijamo zaščito po cepljenju, če bi lahko povedali za vsa cepiva, ki jih imamo, kakšno zaščito razvijamo oziroma dobimo po prvem odmerku AstraZenece in kakšno po ostalih cepivih, in pa na koncu, zakaj nekateri, ki so se testirali po cepljenju z AstraZeneco in je od tega minilo že 3 tedne, protiteles še niso razvili. Glede na to, da gre za področje cepljenja in kolegice danes ni, bi vas jaz vljudno prosila, da ta vprašanja, lahko bi jih seveda marsikaj navedla, ampak glede na kompleksnost vseh 3 vprašanj, prosim, če daste prošnjo na PR, pa bo kolegica, ki je nacionalna koordinatorica, podrobno vsako vprašanje odgovorila. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija.
Dober dan, Petra Prešeren tukaj. Mene pa zanima, če lahko pojasnite, zakaj prihaja do tako velike razlike pri podatkih med dobavljenimi in porabljenimi cepivi. Zanima me tudi, ali lahko kaj več poveste o aplikaciji za cepljenje, ki jo razvija oziroma pripravljate skupaj z Ministrstvom za zdravje, in ali se bo zaradi negotovih dobav AstraZeneca morda odložilo cepljenje z drugim odmerkom tistih, ki so že prejeli prvi odmerek. Hvala. Mislim, da bom tudi vas morala preusmeriti, ampak vendarle tako je dobavo lahko pravzaprav prihranite vprašanje tudi za jutri, ko bo na voljo nacionalni koordinator, ki ima vpogled v celotno logistično zadevo, kar se dobav in razlik v dobavi tiče. Kar se aplikacije tiče, res je, da NIJZ sicer logistično sodeluje, ne pa Center za nalezljive bolezni, zato je Ministrstvo za zdravje tisto, ki vodi celoten postopek in bo jutrišnji minister, mislim, da bo gospod minister jutri na voljo ali ne bo, kakorkoli, tisti, ki bo odgovarjal na vprašanja logistike, lahko odgovoril tudi na vprašanje prijave, kar se tiče vodenja strani Ministrstva za zdravje. Tako da bi prosila, da se ta vprašanja naslovijo na njih. Hvala lepa. Če morda še dodam, jutri bo gost novinarske konference predvidoma državni sekretar gospod Jelko Kacin, v četrtek pa računamo na to, da bomo podrobneje predstavili tudi aplikacijo. Sledi vprašanje 24 ur, izvolite. Ja, dober dan. Nekaj ste že povedali o tem, da padajo okužbe in tudi smrti v visokih starostnih skupinah. Vseeno se je pa cepljenje v teh med starejšimi, torej nad 70 let, nekoliko ustavilo. Precepljenost je tam okrog 50%. Zanima me, kaj to pomeni za nadaljevanje epidemije in kako bi to precepljenost dvignili. Hvala. Ponovno poudarjam, da bi na to seveda lažje odgovorila nacionalna koordinatorica, ki dnevno spremlja, pa vendarle vas lahko potolažim, da je trend in želja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se pocepijo čim prej vsi, kar pomeni, da bo tudi v to vloženo ogromno napora in se predvideva, da se vsa ta populacija precepi čim prej po postopku, ki ga bo odrekla tudi vlada za strokovno skupino za cepljenje. Hvala lepa. Sledi vprašanje gospoda Domna iz Planeta TV. Izvolite. Ja, pozdravljeni. Dve vprašanji mene zanima. Zdaj trenutno še vedno pri cepljenju sledimo strategiji, trenutno so že na vrsti starejši od 50 let. Glede na te podatke, ki ste jih predstavili, kako pač padajo okužbe pri starejših, je po vašem smiselno te starostne skupine ohranjati še naprej ali pač nekateri ne predlagajo, da bi že ta teden cepljenje odprli za vse. Pa še zanima me, glede poletja, zdaj pristojni obljubljajo, da bo cepiva dovolj, da bo do poletja zadostna precepljenost. Koliko nam bi neke poletne načrte še lahko prekrižali neki novi sevi, recimo indijski, pa drugi neki, recimo po svetu še povzročajo precej težav. Hvala lepa. Torej, če najprej odgovorim na to zadnje vprašanje. Za te seve, ki prihajajo, je še zmeraj zelo, zelo malo podatkov. Ne vemo in tudi Svetovna zdravstvena organizacija še ne navaja, kako so ti sevi občutljivi oziroma kako se jih z cepljenji, s katerimi jih imamo registrirane, lahko pokrijemo, če izrazim tako. Zato je pravzaprav težko predvideti, kaj nam lahko pokvari in kaj ne. Vedeti je treba, da indijski sev, za katerega se nekako sodi, da se izjemno hitro širi, Svetovna zdravstvena organizacija pravzaprav opozarja, da je treba tukaj vzeti v zakup tudi način življenja v Indiji in pa njihove sprostitve vseh omejitev, ki so jih na začetku imeli, kasneje pa opustili. Prav tako so imeli ogromno množičnih srečanj. Tako da je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da se najprej oceni, kakšen je bil vpliv ali pa vzrok v teh nedržanjih sistema oziroma omejitev in potem ugotovi, ali je ta velika prenosljivost posledica tega ali pravzaprav same mutacije virusa, ki zaznavamo. Tako da odgovoriti, kaj se bo dogajalo preko poletja,
je pravzaprav izjemno težko. Je pa treba vedeti, in tega se bi pravzaprav morali vsi zavedati, bolj kot se virus širi, večja možnost mutacije. Prej, ko ga bomo uspeli zamejiti, manjša možnost novih mutacije. In to je odgovornost nas vseh pravzaprav. Moram pa priznati, da sem zdaj izgubila prvo vprašanje, vas prosim, če ponovite. Ja, zanima me vaše mnenje glede sproščanja cepljenja za vse. Ne? Že ta teden nekateri predlagajo, da naj se cepljenje odpre za vse starostne skupine, po drugi strani pa ste sami najprej predstavili podatke, kako v bistvu okužbe so se zaradi cepljenja zmanjšale v teh rizičnih skupinah, ali bi sami morda vseeno predlagali, da še naprej sledimo starostnim skupinam? Predlog je tak, da to pregleda, torej celotna količina zalog, ki imamo, potem vsega, kar prihaja, skupaj z številom še nepocepljenih po starostnih skupinah, in potem bo posvetovalna skupina za cepljenje, je tista merodajna skupina, ki iz vseh teh deležnikov svetuje, v katere skupine in kako sprostiti. Dejstvo je, da če bo cepiva dovolj, bo seveda trend in želja epidemiologov, da se čim prej pocepi tistega, ki si želi. Je pa, kot sem rekla, potrebno več vidikov pregledati, in posvetovalna skupina za cepljenje ima to pred sabo na mizi, da preveri, vzpostavi sliko in tudi ugotovi, v katero smer, glede na količine, ki jih bomo imeli, pravzaprav lahko gremo. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Svet na kanalu A ima še eno vprašanje za vas, izvolite. Zanimalo bi me še, če imate morda podatek, kako daleč smo s samotestiranjem učencev. Je že morda znan datum, kdaj bo to stopilo v veljavo? Tega podatka je strani Ministrstva za zdravje, ki vodi to, še nisem dobila, tako da vam težko na to odgovorim. Pa še eno vprašanje imajo pri 24 ur, izvolite. Ja, še dve vprašanji pravzaprav. Mogoče vseeno, če poveste vaše mnenje, ali je, rekli ste, da bi bilo dobro, da je cepljenje omogočeno vsakemu, ki si to želi, ampak vseeno, kakšna mora biti čisto strokovno gledano precepljenost v teh najvišjih starostnih skupinah, da bi bilo to dovolj učinkovito za bolnišnice in na splošno pa za obvladovanje epidemije. In pa drugo vprašanje za kolega. Višje sodišče v Kopru je presodilo, da moški, ki so ga oglobili, ker na javnem kraju ni nosil maske in ni storil prekrška, zdaj pa ne glede na pravno podlago, ki je lahko torej vprašljiva za kaznovanje, mogoče vseeno, če lahko še enkrat poveste, ali je smiselno in zakaj, da vendarle nosimo maske, da zaščitimo sebe in druge. Hvala. Glede precepljenosti je tako, strokovnjaki navajajo za celotno populacijo, da mora biti od 60 do 70%. In ta precepljenost, ta številka nekako drži. Zdaj, če gremo samo v neke starostne skupine, je to pravzaprav, imamo lahko v neki manjši skupini nižjo precepljenost, nekje večjo, pa spet nimamo, v povprečju ne dosegamo tega. Torej, v Sloveniji se nekje mora doseči 60 do 70%. Kar se pa tiče mask, tako kot sem prej rekla, med osnovne ukrepe ta trenutek še zmeraj sodi nošenje maske. Nošenje maske je tisto, kar zaščiti sebe in zaščiti tudi nekoga drugega. Odvisno seveda tudi od vrste in tipa maske, ampak predvsem gre za to, da na ta način tam, kjer distance ne moremo zagotoviti, ta maska vendarle predstavlja prepreko, da se virus širi in prenos s tem omejujemo. Je eden od temeljnih momentov tam, kjer je za to indicirano. To se pravi tam, kjer ni možno držati distance in tam, kjer se družimo z bolniki, z drugimi osebami, ki potencialno lahko širijo virus. Torej, maska še zmeraj predstavlja, na žalost, ampak vendarle tako je, en osnovni ukrep, enostaven in osnovni ukrep, pri čemer seveda ponovno poudarjam, potrebno je uporabljati maske pravilno, torej in hkrati menjavati, tako kot je predpisano, da niso vlažne, da niso mokre, da se ne nosijo predolgo časa, torej tudi ta ukrep mora biti izvršen na pravilen način. Hvala lepa. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje. Še enkrat preverim. Tako je, ni več vprašanj za vas. Hvala lepa in vse dobro. Hvala, ker ste bili z nami.
Nadaljujemo z novinarsko konferenco. Druga tema novinarske konference je danes cepljenje oziroma natančneje delovanje cepilnih centrov. Iz Celja se nam preko Zooma danes pridružuje na novinarski konferenci gospa Doroteja Štruc, vodja programa zdravstvene nege in koordinatorica cepilnega centra zdravstvenega doma Celje. Lepo pozdravljeni še enkrat med nami, izvolite, beseda je vaša. Pozdravljeni v imenu cepilnega centra zdravstvenega doma Celje. V našem cepilnem centru sodelujejo zdravniki, diplomirane medicinske sestre in tudi zdravstveni delavci. Skupaj jih našteje v ekipi okoli 20 oseb. Cepljenje izvajamo v celjski dvorani Golovec skupaj s pomočjo civilne zaščite Mestne občine Celje in ZPO Celje. Cepljenje pri nas poteka od ponedeljka do petka, občasno tudi ob sobotah od 7 do 15 ure. Vzpostavljena imamo 4 cepilna mesta in v povprečju dnevno pocepimo 600 do 700 oseb. Vse osebe, starejše od 65 let, smo do sedaj poklicali po telefonu in jim poslali tudi SMS sporočilo. Po novem pa vabimo vse osebe na cepljenje preko SMS sporočila, kjer vsebuje termin in lokacijo cepljenja ter tudi ime cepiva, s katerim bodo cepljeni. Tako poteka naše delo bistveno hitreje, naenkrat pa lahko povabimo več ljudi hkrati. Vsak, ki je povabljen na cepljenje, mora imeti s seboj cepilno knjižico, če jo imajo, in kartico zdravstvenega zavarovanja. V nasprotnem primeru, če cepilne knjižice nimajo, prejmejo potrdilo o cepljenju na sami lokaciji cepljenja. Želela bi povabiti vse zainteresirane za cepljenje, da se lahko na naši spletni strani zdravstvenega doma Celje prijavijo v spletni obrazec za cepljenje, kjer izpolnijo vse ustrezne podatke in se tako postavijo v čakalno vrsto za cepljenje. Tako se lahko vsi, ki želijo cepiti proti COVID-19, prijavijo na cepljenje hitro in brez čakanja v vrsti na cepljenje. Tako smo dali možnost hitrega dostopa do naročila za cepljenje. Prijave pa sprejme naš cepilni center, kjer postavijo paciente v čakalno vrsto. V zdravstvenem domu Celje trenutno cepimo z cepivom Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Do danes pa smo pocepili kar z prvim odmerkom skupaj 9065 oseb, z drugim odmerkom 6200 oseb, vsega skupaj torej 15625 oseb. Ta teden začnemo s cepljenjem oseb starejših od 50 let s cepivom Pfizer, ter tudi ostalih mlajših kroničnih bolnikov in zaposlenih v kritični infrastrukturi z cepivom AstraZeneca. V naslednjem tednu pa pričnemo cepljenje z cepivom tudi Johnson & Johnson. Še pojasnilo glede drugega odmerka. Osebe, ki so prejele Pfizer, bodo prejele drugi odmerek po 3 tednih. Ostale osebe, ki so prejele Moderno, bodo povabljene na cepljenje po 4 tednih. Osebe, ki so bile pa cepljene z cepivom AstraZeneca, pa bodo prejele odmerek po 12 tednih. Vsaka oseba prejme obvestilo preko SMS sporočila, zato pozivamo vse, da se odzovejo na to cepljenje. V primeru, da se cepljenja ne morejo udeležiti, pa naj sporočijo obvestilo o spremembi termina cepljenja na elektronski naslov naročanje.cepljenje@zd-celje.si. Kontaktni naslov pa najdete tudi na naši spletni strani zdravstvenega doma Celje. Ker pa v prihodnjih dneh pričakujemo večjo količino cepiva, bomo v zdravstvenem domu Celje pripravljeni cepiti tudi več kot 1200 oseb dnevno. Tako bomo organizirali kar 8 cepilnih mest in razporedili tudi več zdravstvenega kadra na sama cepilna mesta. Zelo bi bili veseli vsakršne pomoči dodatnega zdravstvenega kadra in prosimo tudi ostale zdravstvene ustanove, da preusmerijo svoj zdravstveni kader v cepilne centre, ker le tako bomo lahko pocepili več ljudi hkrati. Želela bi poudariti, da smo v zdravstvenem domu Celje kljub veliki obremenjenosti zdravstvenega kadra in obilici administrativnega dela, ki ga imamo s samim cepljenjem, še vedno zelo motivirani in pripravljeni cepiti ogromno število oseb. Na koncu pa bi v imenu
Zdravstvenega doma Celje povabila še enkrat vse uporabnike, da stopijo na našo spletno stran Zdravstvenega doma Celje, se vpišejo v prijavni obrazec za cepljenje in tako oddajo prijavo za cepljenje in se uvrstijo v čakalno vrsto. To bi bile osnovne informacije o našem cepilnem centru Zdravstvenega doma Celje. Hvala lepa za to uvodno predstavitev. Imamo kar nekaj prijavljenih novinarjev, ki bi vam želeli zastaviti vprašanje. Prvo vprašanje prihaja s strani 24 ur. Izvolite. Dober dan. Zanima me, kakšna je precepljenost v vašem cepilnem centru starejših od 70 let? Ali razmišljate, da bi ljudi mogoče tudi bolj aktivno vabili? In pa tretje vprašanje, glede te nove aplikacije, ki jo pripravlja NIJZ in Ministrstvo za zdravje, kjer se bodo lahko državljani prijavili. To je nova aplikacija, ali imate vi kakšen poseben svoj sistem ali si želite nekega novega centraliziranega sistema? Kako gledate na to novo aplikacijo? Hvala. Glede precepljenosti oseb v starosti nad 70 let imamo pri nas v Zdravstvenem domu Celje podatek, da je trenutno pocepljenih oseb v starosti nad 80 let okvirno 1700 ter v starosti nad 70 let okvirno 2400. Glede aktivnega vabljenja pacientov tudi razmišljamo, kako in kaj bomo to naredili v kratkem. Glede same aplikacije, mi imamo svoj program, kjer trenutno ustreza našemu delu in tudi zelo dobro funkcionira. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Prosim. Dober dan. Zdaj pa se kar navezala na vprašanje kolegice pred mano, ali morda lahko za te starostne skupine, torej nad 80 in nad 70 let, poveste, kakšen delež to predstavlja glede na starostno skupino, ki jo pokriva, glede na vse te starostnike, ki jih pokriva vaš zdravstveni dom. Zanima me tudi, zdaj v teh dneh prihajajo na vrsto za cepljenje z drugim odmerkom za AstraZeneco, ali ste že vabili ljudi na drugi odmerek, ali boste tukaj kaj zamaknili glede na nejasne termine dobave AstraZenece. Pa tudi zanima me, ali imate težave s tem, da ljudje ne pridejo, ko so vabljeni na cepljenje. Kakšen je ta delež tistih, ki se ne odzovejo vabilu in predvsem, kaj so razlogi? Hvala. Glede samega deleža procentualnega glede cepljenja imamo samo skupni povzetek in to je sicer z prvim odmerkom je cepljenih trenutno v Celju, poudarjam v Celju, kar smo jih pocepili v Zdravstvenem domu Celje, 16% oseb, z drugim odmerkom pa okvirno 11% oseb. Za posamezne kategorije žal tega podatka nimam, pa lahko pošljete povpraševanje tudi na naš spletni naslov infos@zd-ce.si. Glede drugo vprašanje bi še prosila, če mi lahko ponovite. Ja, v teh dneh boste cepili z drugim odmerkom oziroma bodo prišli na vrsto za cepljenje z drugim odmerkom AstraZeneca, tisti recimo zaposleni v šolstvu in podobno. Ali boste jih zdaj cepili ali boste morda odlašali s tem, mislim, boste zamaknili, zato ker enostavno pač so te dobave nejasne. Zanima pa me tudi, ali ljudje se ne odzovejo vabilu za cepljenje oziroma kakšen delež je teh, ki se ne pridejo cepiti kljub temu, da so dobili obvestilo in kaj so razlogi, zakaj največkrat odklonijo. Hvala. Ja, glede odklonitve samega cepljenja, tega je bolj malo. Trenutno pa potem, če se ne morejo cepiti, sami lahko pošljajo sporočilo na e-naslov, ki je objavljen na naši spletni strani in dobijo novi termin. Podatka samega trenutno nimamo, lahko pošljete vprašanje na nas. Glede cepljenja AstraZeneca drugega odmerka, pri nas v Zdravstvenem domu Celje imamo načrt, da bomo cepili po strategiji, to je 12 tednov po prvem odmerku. Cepivo bomo naročili, kako bo pa v prihodnje, pa vam trenutno ne znam podati odgovora. Hvala lepa. Sledi vprašanje Planet TV. Izvolite. Ja, pozdravljeni, Domen Andole na tej strani. Mene zanima glede te nove aplikacije. Pravite, da vi imate že svoj sistem, kako bo to potem združljivo s to novo aplikacijo. Imate že kakršnekoli podatke strani ministrstva, kako se boste mogli prilagoditi, organizirati, kaj bo recimo s tistimi, ki so se do zdaj prijavljali pri osebnih zdravnikih, kar je pač veljalo za najbolj
zanesljiv način, kako priti do cepljenja, kaj bo s temi? Hvala. Glede tega podatka žal nimam, tako da to lahko naslovite tudi vprašanje na ministrstvo, ker samih podatkov glede nove aplikacije še nimamo podanih. Lepa, kot kaže, imamo še eno vprašanje, in sicer s strani časopisa Slovenec. Izvolite. Pozdravljena, gospa Štrut, Alenka Gavras, časopis Slovenec, sem imela malo več vprašanj. Rekli ste, da se na vaši spletni strani lahko prijavi za aplikacijo. Od kdaj je ta aplikacija aktivna? Glede na to, da sem Celjanka, pa sem se že prejšnji teden prijavila pri osebnemu zdravniku, me zanima, da vsi tisti, ki smo se prijavili pri zdravniku osebnemu, moramo še del vpisati se v aplikacijo. Drugo me zanima, kaj je, rekli ste tudi, da je na spletni strani naslov, kjer se lahko odjavimo pri pregledu, pravkar tega naslova ni, torej kje ga najdemo. Potem bi me še pa zanimalo, kaj s tistimi, ki so računalniško nepismeni, kje se lahko ti odjavijo, in hkrati ali preverjate, če so ljudje dejansko dobili SMS ali ne. Hvala. Hvala. Takole je, če ste se vi prijavili pri osebnem zdravniku, je vaša prijava že zabeležena in tudi že uvrščena v čakalno vrsto, tako da ponovna prijava preko spletne aplikacije Zdravstvenega doma Celje ni potrebna. Glede elektronskega naslova, če še ni objavljeno na spletni strani, se opravičujemo, bo pa kmalu urejeno. Če lahko ponovite tretje vprašanje. Kaj je z tistimi, ki so računalniško nepismeni, kje se lahko ti odjavijo, recimo, če prije do situacije, ki ne vem, zbolijo ali pač so pravkar odpotovali, in tisto zadnje vprašanje je, če preverjate, ali so ljudje dejansko dobili SMS. Hvala. Glede preverjanja SMS-a, to je naša aplikacija preko našega programa, kjer definitivno vsaka oseba prejme SMS, če se pa zgodi, da slučajno ne prejme, tudi pokličemo in obvestimo pacienta o terminu in lokaciji cepljenja. Glede tega pa, da pri osebnem zdravniku, recimo lahko se pacienti tudi pri osebnem zdravniku odnaročijo oziroma lahko pokličejo osebnega zdravnika, kjer dobijo vse potrebne informacije. Lepa tudi za ta pojasnila in odgovore. Novinar Planeta TV se je še enkrat priglasil k besedi, izvolite. Ja, še eno vprašanje imam. Včeraj smo obiskali med drugim tudi cepilni center v Velenju, kjer pravijo, da bi sami že želeli cepiti tudi tiste 50-letnike, ki bodo morda šele čez en teden ali pa 2 tedna dopolnili 50 let. Po njihovih informacijah je to v skladu s strategijo, je to dopuščeno, medtem ko jim zdravstvena inšpekcija tega ne dovoli. Pa me zanima, kakšna je vaša interpretacija, kako se pač pri vas ravnate, ali cepite tudi nekoga, recimo, ki bo čez en mesec star 50 let in bo pač takrat izpolnjeval te pogoje, ali striktno se čaka na pač rojstni dan 50 let. Hvala. Ja, pozdravljeni. V Zdravstvenem domu Celje smo do sedaj imeli kar 10 inšpekcijskih pregledov, kjer je bilo ugotovljeno, da smo ves čas v Zdravstvenem domu Celje cepili po nacionalni strategiji cepljenja, tako da se popolnoma držimo same strategije, tako kot je opredeljeno v strategiji. Hvala lepa. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje, tako da se vam lepo zahvaljujem za sodelovanje na naši novinarski konferenci in veliko uspehov pri vašem delu še naprej. Hvala. Za konec vprašanje z moje strani, je morda še kakšno vprašanje? Kot kaže, ni več nobenih prijav, s tem zaključujem današnjo novinarsko konferenco. Hvala lepo vsem za pozornost in sodelovanje, nasvidenje in lep pozdrav do jutri.